Gospod Štefan Titan je odličen radiestezist, zdravilec, bioenergetik in diagnostik. Obiskali smo ga na njegovem domu v tišini pri Murski Soboti. Pozdravljeni, gospod Titan. Dober dan. Skoraj 40 let se že ukvarjate z radiestezijo, sem prav povedala? Ja, malo manj, 35 pa ja. Skoraj 40 sva rekla. Kaj pravzaprav radiestezija sploh je? Glejte, zdaj radiestezijo se sicer vsak po svoje razlaga. Radiestezija je ugotavljanje teh že škodljivih sevanj in vpliv na naš organizem oziroma na življenjsko energijo. Jaz jo imenujem takole, radiestezija so vrata, vhodna vrata v hišo zdravja. Torej, ko vrata odpremo, z to radiestezijo ugotovimo nekatere vzroke, ki povzročajo potem bolezni, in ko vstopimo v to hišo zdravja, potem nadaljujemo zdravljenje. To je pa pri nas, v mojem primeru, bioenergija. Z radiestezijo se da marsikaj ugotavljati. Res je, radiestezija je osnova pri ugotavljanju določenih bolezni, tudi spanja, ležišča, skratka teh sevanj, ki delujejo na nas. Na naš organizem delujejo kozmična sevanja, potem zemeljska sevanja in tehnična sevanja. Zdaj je z nihalom, z določenimi temi pripomočki, ki jih bom pozneje tudi pokazal, ugotavljamo ta sevanja, ki delujejo potem ponavadi najbolj po noči med 1 in 3 uro. To so ta kozmična sevanja, to so Hartmannova in Carrierjeva mreža, ki v bistvu zmanjšuje našo življenjsko energijo. Življenjska energija je zelo pomembna, tudi ne samo za razvoj in pa za zdravje našega telesa, temveč tudi psihološko in fizično moč v telesu. Življenjsko energijo nekako merimo od 100 do 100%, kadar nam pade oziroma če spimo na nezdravem mestu. Prvo, kaj čutimo? Čutimo ponoči, med 1 in 3 uro se zbujamo, premetavamo, se oznojimo, nekateri imajo pritisk povečan, drugi glavobole. Skratka, zjutraj pa se zbujamo zelo utrujeni, nervozni, nesposobni za delo. Učenci imajo slabši rezultat v šolah, zaposleni tudi na delovnih mestih. Skratka, to so prvi pokazatelji, ko je nekaj narobe, ko spimo na nezdravem mestu oziroma na teh kozmičnih sevanjih. Z nihalom in pa s temi pripomočki lahko radiestezist to ugotovi, potem premesti ležišče, predlaga ležišče v mladostno cono. In ko mi premestimo ležišče v mladostno cono, s tem pospešimo. Spet ponovno odpremo druga vrata te hiše zdravja in lahko uspešno potem zdravimo. To se pravi, ljudje, ki pridejo k vam s takimi težavami, tem ljudem vi najprej izmerite sploh, kakšna je njihova energija. Tako kot sem rekel, prva vrata so radiestezijska vrata. Ko pridejo ljudje k meni, prvo, kar naredim en tak test njegovega stanja, življenjsko energijo, valovno dolžino, frekvenčno nihanje celic in pa seveda tudi življenjsko energijo kot tako, ki mi tudi pokaže, kakšno je njegovo stanje. Ne samo zdravstveno, ampak tudi psihično stanje. Ko ugotovim, ko je energija padla od 100 na nižje, posebej tisti, ki spijo na kozmičnih sevanjih, imajo ponavadi tam življenjska energija 65% samo, idealno je 95 do 100, in ko to ugotovim, potem iščem. Zdaj, kakšno sevanje? Je to Hartmannovo križišče, torej geopatogena cona, ali je to Carrierjevo sevanje, ki še bolj negativno vpliva na naše zdravje, je veliko bolj nevarno, ker tudi dosti bolj intenzivno deluje. No, in ko to ugotovim, potem narišem ljudem, kam posteljo dati, kaj narediti, premakniti, v kakšno smer, ali nikoli pa ne priporočam raznih teh vložkov, ki jih prodajajo na trgu, ker vem, da to nič ne pomaga. Torej, v vsakem prostoru
je mladostna cona. Torej tisto idealno mesto, kjer se lahko postelja postavi, in zato vsak radiostezist mora to mesto najti. V prostoru ni res, ker ne bi bilo nikjer prostora za zdravo mesto. In ko ugotovim, potem tudi narišem, kam posteljo dati, in ponavadi več ali manj so informacije, povratne informacije, ljudje začnejo lepše spati, se med 1 in 3 uro ne zbujajo, zjutraj spočiti vstajajo, poveča se energija, so veliko bolj delovni, več elana imajo, otroci se lažje učijo in tudi potem zdravljenje uspešno. Zato spet pravim, to so vrata k zdravljenju. No, tule imate nekaj pripomočkov. Je pa res, da če želite biti dober radiostezist, je potrebno veliko znanja, veliko učenja in tudi nekaj let prakse, kaj ne, gospod Titan? Ja, sigurno, radiostezist ne more biti vsak. Pri nas v Sloveniji je tega ogromno. Ljudje se ukvarjajo s tem predvsem iz razloga, ker se nekaj dodatno zasluži. Žalostno, ampak resnično. Radiostezist mora imeti prirojene sposobnosti, se pravi, moja energija, življenjska energija je 100% za moje zdravje, jaz posredujem življenjske energije 160%. Teh 60% nad 100 uporabljam pri zdravljenju, ker lahko potem tudi dajem energijo. No, in to je tudi pogoj, ko meni delujejo te aparate ali, kako rečemo, rekvizite. Prvi najpomembnejši rekvizit pri radiosteziji je nihala. Torej vsak, ki se ukvarja tudi z bioenergijo, bi mogel uporabljati nihala, ker je to prvo, kar ti pokaže tudi stanje človekovega zdravja, njegove elastičnosti, njegove energije. In ponavadi potem leva roka, če smo desni, leva roka je antena. Z levo roko greš po prostoru in gledaš. Veste, tam, kjer je sevanje, se nihalo premakne. Vendar nihalo moramo vedno držati nad pleksusom. Ne pod pleksusom, ker potem ne pokaže pravilno, se pravi nad pleksusom, gremo z roko po prostoru in ta antena potem lovi in nihalo odgovarja. Se pravi, v tem kotu je sevanje. Tam na zunanji strani je omarica električna in to je to tehnično sevanje, ki deluje. Nihalo zaniha. Se pravi, s tem je pokazalo to, ker je nekaj narobe. Ko pa grem v prostor oziroma na mesto, kjer ni sevanja, kot vidite tukaj, pa nihalo umiruje. Potem drugi zelo pomemben rekvizit je rašelj, to se pravi za ugotavljanje vode. To bom pozneje zunaj pokazal, kako to deluje, ker boste na praktičen način videli tam, kjer so vodni tokovi. Ona potegne navzdol. Tam, kjer je močen vodni tok, se celo zavrti. S tem ugotavljamo vodne tokove. To je biotenzor, ki ga uporabljamo v prostoru, kjer je močno nabito vse, omare, postele in tako dalje. Če hodimo po tistem prostoru, ko nekaj lečemo gor po postelju, pa ne vem kaj, spet uporabljamo ga, damo nad pleksus in gremo z roko po prostoru. Vidite, spet tukaj je začelo nihati, potem gremo naprej, se umiri in spet tam, kjer je sevanje, recimo v tem primeru je zdaj spet močna elektrika, on zaniha. Če pridemo na Kerjevo ali Hartmanovo mrežo, pa še bolj zaniha. Se pravi, spet nas opozarja, kje so tista mesta. Zelo pogost rekvizit so L-antene. Ampak dostikrat L-antene uporabljajo nekateri, sami si delajo z bakreni žice in tako dalje. Vidite, ta je vrteča, torej tu ne moreš uravnavati to, tisto, ki nima tega, pa jih lahko sam rihta. Zdaj, L-antene tudi nepravilno držijo, nekateri jo tako držijo, večina. Vidite, zdaj pri meni to leče sem pa tja. L-antene morajo biti spet takole, v tem položaju, tako nad pleksusom in rahlo spuščene. Te špice, antena, morajo biti usmerjene proti tlom in ko prehajamo določeno geopatogeno cono, se potem, jaz bom zdaj namenoma naredil, se antene takole prekrižajo. Mora pa biti tak, ker zdaj taki lahko sami prekrižamo. Pa povemo, vidite, tu imate močno sevanje, ne morete tu nič imeti, torej zavajamo ljudi. Vedno morajo biti L-antene navzdol in to mora biti vrtljivo. Ne sme biti trdo, ko bi jaz lahko z roko potem to premikal sam delo. Isto tako nihalo. Nihalo nikoli ne smemo zapovedati, nihalo samo vprašamo.
in nihalo nam odgovarja. Torej, radiostezijsti, ki se res ukvarjajo pravilno in učno z radiostezijo, ki hočejo ljudem pomagati, morajo uporabljati te rekvizite, več ali manj pa uporabljajo tiste električne, baterijske. Kaj je to? To ugotavlja samo elektriko, torej tehnično sevanje v prostoru in ponavadi delajo tako, podrži proti vtičnici, najprej si pogleda prostor, podrži proti vtičnici, obrne anteno proti vtičnici, začne pip, 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 pip. Zato, ker sprejema tehnično sevanje. Potem pa, če hoče prodati določene stvari, ki jih radi prodajo, obrne stran ali proti stropu, postane tiho, pokaže, vidite, to pa zdaj to sevanje odklona. Mimo grede, toliko, kad bodo ljudi vedeli, če pride radiostezist hiše, mora priti s takimi instrumenti, če pa recimo dela nadaljavo, pa mora uporabljati nihalo in to se da potem narisati. Jaz sem ogromno teh stvari delal za Kanado, Avstralijo, lahko rečem celo Evropo, ugotavljam ta sevanja tukaj na licu mesta preko osebe, ampak oseba mora biti obvezno prisotna. Se vam zdi, da je pogoj za dobrega radiostezista tudi, da dela pošteno, da je sam pošten, da je umirjen? Glejte, povsod je to osnova. Pri medicini, tako pri zeliščarju, tako v bioenergiji, kot v radiosteziji. Prvi pogoj je poštenost. Jaz, ko sem študiral bioenergijo, smo isto tako mogli podpisati kodeks poštenosti. Torej v Italiji brez tega ne dobiš ne spričevala, ne nič, če tega ne podpišeš. Isto kot zdravniki morajo podpisati kodeks poštenosti. Gospod Titan, vem, da k vam prihajajo ljudje iz celega sveta z različnimi težavami, boleznimi. Kako pa jim vi potem pomagate, poleg tega, da najprej naredite vsakemu tale pregled, o katerem sva govorila? Zdravljenje je pa različno. Odvisno od bolezni, odvisno od tega, kakšne težave imamo. Tudi pristop k zdravljenju je čisto drugačen, specifičen. Se pravi, zdaj, če nekdo boleha z vnetje jetre ali pa bova rekla limfne težave, normalno ti je potrebno delovati direktno na limfni sistem. In zdaj, kako to zdravljenje? Saj jaz ne zdravim, jaz omogočim zdravljenje. Torej, ko jaz dajem energijo, naredim auro okrog tega organa, ne okrog telesa, to mene ne zanima. Telo dobi auro s sončnimi žarki lahko. Jaz naredim auro okrog tistega organa, energetsko auro, in potem po moje terapije, zato vedno, ko je terapija konec, jaz pravim spremembo oziroma učinek, boste čutili šele 5 do 10 dni po terapiji. Takrat začne organ s svojo auro delovati. In moja energija, ki ni moja, je neka presnova, neke druge energije, ki prihaja iz kozmosa, ne vem, kot ali je to. Jaz se vedno pravim, tudi v knjigi sem napisal, je to notranja energija, ki se presnavlja v to čisto energijo. No in že odvisno pravim od stopnje obolelosti, od bolezni same, je potem tudi postopek drugačen. Eni spet imajo to navado, tako so se učili, kad samo čistijo meridiane. To ni prav. Zdaj, če imamo mi prenizko energijo, spimo na nezdravem mestu, pa nekdo samo malo meridiane puca, čisti, s tem nikoga ne pozdravi. Trenutno se ta človek lahko počuti boljše, lahko pa tudi potem še slabše. Najbolj hudo je pa to, ka nekateri uporabljajo svojo lastno ali pa imajo zelo nizko življenjsko energijo, pa nekomu probajo zdraviti, pa njemu kradejo energijo, sami sebi ojačajo, njemu pa naredijo slabo. Zato se taki ljudje pri takih bioenergetiki potem zelo slabo počutijo. Skratka, nisem odgovoril direktno na vprašanje, ampak sem hotel nakazati tudi stvari, ki so zelo zahrbtne in dostikrat ljudje tudi to čutijo. Potem mi pa pravi, ja, to je pač reakcija. Zdravljenje je nujno potrebno na določene organe, direktno delovati. Če je hrbtenica, izraba ali kakšnakoli okvara, osteoporoza, moraš direktno na hrbtenico delovati. Če je recimo virusna pljučnica, kar je zelo pogost problem, moraš direktno na pljuča delovati. Se pravi, izločite ta virus ubijte, ga izločite in pospešite delovanje organa.
Gospod Titan, hvala, da ste si vzeli čas za našo oddajo in želim vam, da še dolgo pomagate ljudem. Hvala lepa. Vam pa, ko svetujete ljudem, ker tudi vaše oddaje se zelo poučne, veliko ljudi gleda, vem, ko jih gledajo, ko pravijo, in tudi jim pomaga in prav je, ko nadaljujete s temi oddajami. Hvala lepa. Prosim. Na koncu pa naj vam zaželim še lepe poletne dni, ki so nam še ostali. Nekaj jih bo še in mogoče si lahko kakšen večer polepšate z branjem zanimivega romana Poletje v gostilni mlade pisateljice Lare Pavkovič. Lepo se imejte in se vidimo spet septembra.